Mene bolj zanima, kako si promoviral v tistih časih te geek stvari, da se prodajajo. Ni bilo interneta, televiziji ni bilo. Tiskani mediji so bili zunaj. Te trgovine so bile ena tak poskus, kako bi se. In takrat je bila se Direnda je bil recimo ena taka veriga, v Sloveniji, ki je bila najbolj, bom rekel, tako, In je bilo zelo odvisno, eni te poslovodje so bili bolj za, pa so mize postavili, pa se je pač skokar začel. Ja. Drugi pa niso bili. No in pa je Črna luknja iz tega nastala. Vi ste vzeli vse te aspekte, ki ste videli, da delujejo, ali pa želite bolj razširiti? To smo imeli in se je pa naredil, kakor zdaj bo pa ena trgovina, ki bo pa to v spredju. Črna luknja je imela tudi zmeri včasih, tako tudi, ni imela igrač tako zares, ampak take bolj lučne pripomočke. Recimo, ne vem, proge za frnikole, recimo. Se to še danes popularno, greš v Müllerja, se to prodaja na polno. No, ampak to je tudi, se v Črni luknji začela. Torej ne samo recimo neke fantazijske franšize, ampak tudi take, ki so čist ciljale na, ne vem, izboljšanje motorike, pa razmišljanje. Ne, predvsem na to, kar smo bili pač veliko ljudi je bilo fizikov, ki so bili vpleteni v to trgovino in je v bistvu bilo, so bile take igrače, ki so neke te fizikalne elemente pa to, podarjale ali pa razvijale. Mindfuck, stvari, ki pač ne veš, ne predstavljaš si, da deluje tako, kot deluje. Glej, da gravitacija potegne vse za sabo. Ja, ker ta gaming pa to je bil, dosti prepleten, tudi, mislim, zdaj si bom tudi čez mislil, ampak polovica teh game dizajnerjev so fiziki ali pa matematiki. Tak občutek imaš včasih. Se tu je najbolj popularni board game, tako so si matematiki izmislili, ker je matematična finta bila, kako bi lahko delovala in potem je se prijela igra. Ja, veliki, mislim, je pač taka stvar, ki ti je blisa, ker ti kot fizik v bistvu na nek način simuliraš vesolje, te enačbe so simulacija realnosti, in igre na nek način so isto to, igre so pač neka simulacija nekih efektov ali pa nekih konceptov. Torej so v tistih začetnih letih že obstajali wargami, kot je Warhammer in podobne, ali je bil to pač samo ena franšiza, ki je probala takrat, pa je videla, kako bi se prijelo, ali so že obstajali kakšne druge, ki so potem umrle, oziroma se niso prijele, ker v tistih časih še ni bilo Misliš, če je bil samo Games Workshop ali še bilo kaj druga? Ja, recimo, koliko močni so bili takrat recimo skirmiši, tabletopi, pa čist igre, ki so bazirale na domišljijskih vlogah, naprimer Dungeons and Dragons. Koliko je bilo takrat to popularno? Leta 98 je bilo tako, kot zdaj, sam druga imena, kar se tega tiče. Samo nabor je bil pač doseg teh iger je bil manjši, bolj ozek, to so pač neki študenti, ki so se s tem ukvarjali, in to je bilo še zmeraj v tistih časih, to je bilo na prelomnici, ki se je zgodila, ena ogromna stvar se je zgodila v naši tako ameriški ali pa s tem svetovni kulturi, ki se je v bistvu na začetku so bili, ne vem, ne na začetku, ampak tako recimo, jaz bi rekel, to si 70-80 leta se je začela ta nerd kultura nekaka, ker se ni bilo več, da si ti quarterback, je najbolj zanimiv za punce, takrat so se te filmi začeli, ker, ne vem, Revenge of the Nerds, pa take stvari, kjer so neki ljudje, ki so bili kar pametni začeli punce dobivati, ne samo oni, ki so bili močni pa lepi. So še vedno bilo reprezentirano pune, da moraš znati piti, oni so pač nerdi, so zunanji. Zmeri je bilo to tako z neke take strani, medtem ke pa tudi v splošni kulturi, ker so te računalničari, Jobs, pa Gates, pa te, ki so enkrat postali najbolj uspešni ljudje, se je ta koncept, se je ta percepcija zamenjala, in danes v bistvu je drugače se gleda na to. Ker
takoj po drugi svetovni vojni, ko je prišla noter Amerikana, je bilo najbolj pomembno, da si pač, da si športnik oziroma si čim bolj močen, da si urejen in vse to in to, da si pač zaprt, ne vem, nekje ali pa da najdeš si eno grupo in si zaprt nekje v garaži, igraš nek tabletop cel dan, pač to ni bil, I guess, vidik, ki ga je ameriška populacija želela širiti, ne, dolg časa. Potem pa, ko se je videl, da se pač tukaj ustvarjajo pač dobre ideje, nekaj desetletij kasneje, pa se ustvarjajo pač ljudje, kot so Steve Jobs, pa Gates in podobni, ki so potem dejansko vodili celotno industrijo. Ne. Se mi zdi, pač ti ljudje so potem dobili na pomembnosti. Ne, tudi zdaj je, pa tudi, to se je razvijalo, ne, tudi čez 80, ker so tudi te ikone, ne, če hočeš teh mačizma, ki so spremenili, recimo, kaj Arnold Schwarzenegger kar naenkrat začel brati, pa mislim, kaj je pač bilo, da je inteligenten, tudi faktor, pa Dolph Lundgren, ki ima doktorat, pa tako, mislim, da ima magisterij, ampak neki. On je najbolj psihopate zmeri igral, ampak je bil izobražen, tako, se pravi, je imel neko, te bodybuilderji so v bistvu, niso bili tako športniki, ampak so bili na nek način geeki, ki so se pač začeli v fitnesse hoditi. Ni Schwarzenegger igral Conana. Conan the Barbarian. Conan the Barbarian je bil. Je bil pač ful popularen takrat. Sama se pravi, v Conanu je tako, pol kasneje, kaj pa, ne vem, Kindergarten Cop, pa te, ki so, pa ta aspekt, ali pa, ne vem, Twins je pa najbolj tako, kjer spomini. Ampak Twins je v bistvu eden bolj uspešnih njegovih filmov, tako. Res? Moj bog. Mislim, še letos sta bila na Oscarju, oba sta podeljevala Oscarja, pač tako, koliko je, 30 več let od filma zdaj. Ker nekaj misel že narediti, zdaj se mi zdi. Ok, mogoče to, ampak še vedno vsi vejo za ta film, zato ker je imel takšen kulturni naboj. Kaj je bil že plod v Twinsih? Pač, da sta Schwarzenegger pa DeVito, ki sta fizično najbolj drugačna možna. Genetsko nekako narejena, različnega. Veš, ko si imel različne očete, ki so telovadili. Ampak je Arnold v tem filmu je izobražen, on je pač, razume vse, fiziko, praktično vse razume, 10 jezikov, je intelektual, če hočeš, čeprav se obnaša tako, pač, kar se. Ampak ta koncept je počasi začel in ti si pa lahko po letu 2000 sploh, pa že v 90-ih mal, si ti lahko prišel do ene punce, pa si rekel, jaz sem pa fizika, pa je to, kar enkrat so še 3 prišle zraven. Ta bo nekoč bogat. Tako da, lepo.